Gospod Boštjan Žič, povejte mi, kaj vas kot akademika na koncu, ne bom rekel na koncu poti, ampak kaj vas prežene pol na koncu še do ministerskega ali pa do obetanega ministerskega mesta? Ja, to je težko reči. Vprašal so me, če bi sodeloval. Mislim, 2 dni premišljal, potem sem se pa odločil, da. Prvič zato, ker se mi zdi to bolj pomembna tema, kot si mislimo, v zvezi s Slovenci v tujini. Predvsem bi jaz rad poudaril en del te teme, ki je pri nas popolnoma pozabljena. To so mladi Slovenci, ki sedaj le odhajajo v tujino študirati, se izpopolnjevati ali pa tudi podiplomsko, podoktorsko delati in ki se nihče v Sloveniji ne briga za njih. To je ena stvar. Drugo je pa, da me zanima, kako bo ta vlada reševala druge probleme, visoko šolstvo, znanost in bi rad malo, rečemo, nagajal, če bi to šlo v napačno smer. No, se glih za to vlogo, ki ste že napovedali. Kako si to predstavljate? Bom rekel kot najmodrejši? Ne, daleč. No, najmodrejši, najstarejši, to korelacijo nekako se tle kako potegli. Jaz mislim, da lahko rečem, da se pa najbolj spoznamo članov vlade na ta aspekt. Jaz sem pretiraval, da bi nagajal s kakšnimi nasveti, vzori sveta bi lahko sodeloval. Kaj se predstavljate kot funkcijo? Funkcija ministra za zamejske Slovence pa manjšine je nova, ne? Ja. Kako bo to izgledalo? Kaj bo obseg nalog? Ja, to jih je treba zdaj še do samega tega hearinga definirati. Eno je seveda to, kar sem rekel, mladi znanstveniki, univerzitetni profesori Slovenci v tujini. Potem je ta tradicionalen del zamejci, ki jih je treba bolj povezati. Zdaj, jaz mislim, da jih je treba povezati s posameznimi konkretnimi projekti, ne z podpiranjem raznih inštitucij. Potem so pa seveda te Slovenci po svetu, ki so različnih pogledov, ampak jaz mislim, da bi jih morali res paziti, da bi jih nepolitično obravnavali enako, neodvisno, da tudi ni važno, kakšni so njihovi pogledi, važno je, da so Slovenci in da se čutijo Slovence. Tako da jaz bi si želel, da bi ta moj resor bil popolnoma apolitičen in bi rad tudi v celotni politiki nek konsens dosegel, kaj moramo delati in da bi to veljalo še za naprej. Najlepša hvala.